Gospod Mikolič, dober dan, lepa hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Vi ste ustanovitelj in direktor podjetja PS Capital, imate veliko izkušenj z prodajo in nakupom podjetij in rekel, tudi z vašo pomočjo, sugestijo smo temu podcastu dali naslov Poti in stran poti prodaje podjetij. Tega je vsak dan, v svetu veliko, ampak verjetno se tudi veliko premalo pogovarjamo o tem in morda tudi premalo vemo, kje so tveganja, kje so priložnosti v takih primerih. Zato mislim, da bo ta podcast verjetno kar koristen za marsikaterega podjetnika. Pa bi začela morda čisto z enim širšim pogledom. Veliko je razlogov, zakaj posamezni lastniki prodajajo podjetja, bodisi nimajo naslednikov, bodisi se jim je ponudila neka priložnost, nekateri celo ustanavljajo podjetje s ciljem, da ga bodo enkrat prodali in šli prej v pokoj. Pa me zanima, obstaja morda neka statistika, neka raziskava teh vzrokih, kateri so najpogostejši vzroki za prodajo podjetja? Ja, pozdravljeni. Zdaj, kolikor jaz vem, ni neke uradne raziskave razlogov za prodajo podjetij, glede na naše izkušnje. Pa menim, da seveda v zadnjem obdobju so predvsem prodaje slovenskih podjetij, teh privatnih, zato ker so te prvi podjetniki, ki so v začetku tržne ekonomije v Sloveniji, to je več kot 30 let nazaj, ustanovili podjetja in zdaj se počasi umikajo. Tako da to je eden izmed glavnih razlogov. Seveda imajo pa oni potem različne možnosti, ali to dajo naslednji generaciji ali pa prodajo. Tako da ali pa v bistvu celo na nek način po nižji ceni prodajo svojim zaposlenim ali vodilnim, tako da tukaj je največ razlogov. Za ta večja slovenska podjetja je pa glavni razlog, da prihaja do prodaj, zato ker prihaja do globalizacije in večje korporacije vedno več obvladujejo in seveda tudi s prevzemi skušajo povečati svoj tržni delež. Recimo tak primer sta bila Helios, Jubdol, ko na koncu strategiji globalni prevzamejo slovensko podjetje. Tako da slovenska podjetja se zelo težko uprejo, ker niso toliko kapitalsko močna, da bi lahko sama prevzemala in konkurirala tem globalnim korporacijam. No, zanimivo se pravi, če jaz prav razumem, eden od bistvenih razlogov je to nasledstvo, ki je problem v slovenskem podjetništvu, o tem se zadnje čase kar precej govori. Omenili ste večje podjetja, ker verjetno so bolj prepoznavna, pa mogoče interesenti lažje pridejo do njih. Imamo pa celo kopico, oziroma največje število pa teh manjših podjetij, nekatere sicer morda imajo srečo, da jih potencialni kupci najdejo. Kaj pa ostali? Kakšen je en tak začetek, en ABC prodaje lastnega podjetja? Popolnoma prav ste omenili, določena, če tako rečemo, manjša slovenska podjetja, tudi če zelo dobro poslujejo, pogosto ne moreš sploh prodati podjetja. Tudi mi sami imamo kot svetovalci izkušnje s tem, ali sploh ni interesentov, smo pa tudi, če tako rečem, uspešna slovenska podjetja, ki izvažajo v Evropsko unijo in smo več kot 3 leta prodajali podjetje. Tako da, če ni interesentov, zelo težko prodaš, čeprav si lahko zelo uspešno posluješ. Tako da za ta manjša podjetja oziroma njihove lastnike je treba verjetno razmišljati tudi o drugih variantah. Ena je to, da še določeno obdobje posluješ in tako dobiš več denarja ven iz podjetja, kot pa če bi skušal prodati. Drug možen pristop je seveda odvisen od lastnosti podjetja, če je bolj nepremičninsko podjetje, ga lahko tudi likvidiraš. Lahko ga pa tudi predaš svojemu direktorju, zaposlenim. Seveda je pa tudi čar prodaje podjetja takih preko manjših slovenskih podjetij, da moraš biti zelo inovativen, kje bi najdel pa potencialnega kupca. To pa je tudi velik izziv, ker zdaj zelo bom tako enostavno rekel, prodajo Heliosa in Jubdola je zelo enostavno, ker veš, kdo so potencialni interesenti. Nekaj največjih finančnih skladov, nekaj strategov
njih kontaktiraš in zdaj bom malo karikiral, rečem, v petek do polnoči moraš dati ponudbo in če si 1 minuto zamudil, si out iz igre in se lahko tako greš, ker veš, da je večje število interesentov. Pri mnogih slovenskih podjetjih moraš biti pa zelo inovativen pri iskanju potencialnih kupcev. Lahko so slovenski finančni investitorji, ki bi jih to zanimali, čeprav večinoma ima odpor do nekega nakupa poslovanja, rajši vlagajo v nepremičnine, kar vidimo. Potem mogoče še manjši konkurent in tako naprej. Skratka, to so te možnosti za ta manjša podjetja oziroma njihove lastnike. Na podlagi vaših izkušenj bi rekli, da so slovenski podjetniki dovolj osveščeni o tem področju nakupa, prodaje podjetij, vejo, na koga se obrniti za pomoč ali malo tavajo? So različni primeri. Jaz bi rekel, da predvsem mnogi podjetniki enačijo prodajo podjetja s prodajo nepremičnin, ki jih ali pa nakupom nepremičnin, ki jih zelo poznamo. Seveda, prodaja oziroma nakup podjetja je bistveno bolj kompleksna transakcija, ker podjetje ima neko poslovanje, ki v sebi nosi tveganja s preteklim poslovanjem in z bodočim poslovanjem. Recimo, a imaš neke neplačane davčne obveznosti, ali imaš mogoče kakšno tožbo od nekega deležnika. Z bodočnostjo pa tudi noben točno ne ve, kaj se bo zgodilo s podjetjem, a bo lahko povečevalo izvoz recimo, kako se bojo stroški poslovanja gibali. Tako da to so velika tveganja in zato je tudi postopek prodaje bistveno drugačen kot pa pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine. In to je treba se zavedati od prvega koraka do na koncu kupoprodajne pogodbe, če pride do nje. S podjetjem je treba upravljati, z nepremičnino niti ne. To je verjetno bistvena razlika, ne? Ja. In če ne poznaš posla, potem verjetno to težko, ne? Pa še dodatna tveganja, recimo pri nepremičnini, neko enostavno nepremičnini stanovanje. Pogledaš na trgu, kakšne so cene in to je tržna cena. Ker vidiš, kaj se na trgu dogaja. V bistvu pri prodaji podjetja pa ti prodajaš bodoče poslovanje, ki je polno negotovosti. In noben točno ne ve, kaj se bo zgodilo in seveda zato je to bistveno bolj kompleksnejša zadeva. Moče fanči so zelo plastični, ne, pa se igrava igro vlog, ne, pa moče najprej razdelava podjetje, ki recimo pride k vam in želi, ne vem, kupiti neko drugo podjetje, ne, recimo kako mu v tem primeru pomagate, svetujete, kateri so tisti koraki, postopki, in na drugi strani recimo podjetje, ki pride k vam, ker želi, da mu pomagate poiskati kupca. Pri nakupu podjetja to svetovanje je manj pogosto. Običajno, če so seveda veliki igralci, imajo celo lastne oddelke, finančne ali za prevzeme. Tako da, če pa pride do tega primera, kar smo tudi mi vsem delali pogosto, je, da tukaj imaš možnost. Nekdo lahko reče, da najdi mi neke tarče v posamezni branži ali v neki regiji. To je pa širše, da delaš že neke preliminarne analize. Drugače, če pa že potencialni investitor identificira že tarčo, pa v bistvu samo postopke analiziranja, skrbnega pregleda, vrednotenja in ostalih svetovanj se izpelje za tazga investitorja oziroma kupca. Pri prodaji je pa bistveno bolj kompleksno, ker v prvem koraku seveda je treba probati odkriti, kje so ti potencialni investitorji, zlasti za tista podjetja, ki sem prej omenil, da ni tako enostavno in ni jasno, kdo bi lahko. Če delajo neki knjižnih področjih, se predstavlja. Pa če so tudi manjša, ali pa celo tako, kot sem prej omenil, za podjetje, ki smo ga prodajali več kot 3 leta, uspešno, dobičkonosno podjetje, vendar evropska branža tega podjetja se sploh ni konsolidirala.
do sedaj in ni bilo sploh nobenih prevzemnikov resnih, najmanj pa še finančnih investitorjev, ki bi nekaj konsolidirali pa potem prodali nekim večjim strategom. Tako da je veliko dejavnikov vpliva pri tej fazi, a najdeš kupca oziroma ne najdeš kupca. Potem pa seveda je treba pripraviti materiale, podatke o prodaji oziroma o podjetju za namen prodaje. Hkrati pa tudi predvsem vidim, da seveda to je lažje za nas, ki imamo toliko izkušenj, sem nekdo, ki prodaja podjetje enkrat ali morda dvakrat v življenju, nima toliko izkušenj oziroma ne pozna trikov na strani kupcev. Ker, glejte, vsak kupec hoče čim cenej kupiti. Jaz sem že parkrat slišal zgodbo, je kar en prišel, pa mi je kar velike denarje nakazal. Jaz tega v 30 letih še nisem doživel. Ker vsak ima denar zato, ker je bil skrben, varčen in bo vedno skušal nižjo ceno doseči. Tako da tle je treba biti zelo pazljiv, kako peljati prodajni postopek, da ne padeš na, tako rečem, finto, na trike teh potencialnih kupcev. Recimo, kateri so kakšne taki najbolj pogoste napake ali pa ključne zadeve, na katere opozorite? Se pravi, eno ste mogoče že omenili, ne na prvo žogo, to je verjetno prvi nasvet, ki date podjetju. Ja, zdaj, pogosto mi imamo izkušnje s slovenskimi lastniki, da rečejo, ker mi se drugače tudi ukvarjamo z vrednotenjem podjetij, pridejo do nas in rečejo, dajte oceno vrednosti, pa bomo poročilo dali kupcu. Aha. A pa še da vrednost, dajmo čim višjo. In kupec bo zato kupil to dražjo. Mi lahko naredimo vrednotenje, to ne bo funkcioniralo. Tako da to je recimo prva taka napaka. Druga napaka je naivnost. Kupec, da bi te pridobil na svojo stran, ti marsikaj obljublja, goloba na strehi seveda, hkrati pa hoče priti v fazo ekskluzivnosti, ker ko je kupec on sam in se zaveda, da je en sam, je v moč v njegovih rokah, ima močno pogajalsko pozicijo in te bo na neki točki začel stiskati. Seveda, zadnja faza je to, ko že v bistvu pripelješ skoraj prodajo podjetja do konca, torej in že prodajalci, lastniki že štejejo denar in pa reče, znižam še za 10-15%, ker pričakuje, da nekdo že se vidi, da je prodal in reče, pa dobro, bom pa še za nižjo ceno prodal. Seveda, nekateri, pa saj to je itak, lastnik ima pravico, da svojim podjetjem vse naredi, kar je v skladu z neko zakonodajo. Lahko je tudi podari podjetje. Tako da tukaj zdaj ni nujno, da mora najvišjo ceno doseči, sam če želi maksimirati donos, si mora vzeti čas, da ne pade na take trike strani kupcev. Fajn je imeti torej več, da bomo reči, potencialnih kupcev, verjetno se da to povpraševanje tudi, če je pravilni izraz, umetno ustvariti oziroma malo preko nekega trženja, marketinga te prodaje mogoče pridobiti še, ali se motim, verjetno tudi odvisno od branže. Ja, absolutno. Če je cilj prodajalca, da hoče doseči visoko ceno, vedno svetujemo, da mora najti čim več, skupaj s svetovalcem ali pa tudi sam, če misli, čim več potencialnih kupcev. Kot sem rekel, mi se ukvarjamo z vrednotenjem podjetij in mislim, da znamo kvalitetno oceniti. Jaz pravim, najboljši ocenjevalec je trg. Torej, potencialni investitorji definirajo, kaj je tržna vrednost nekega podjetja. In torej, če najdeš večje število potencialnih investitorjev, boš imel kvalitetnejšo tržno vrednost oziroma na koncu transakcijsko ceno. Seveda, jaz bi, da ne bom sem zagovarjal čim večje število prodajalcev, kupcev, so tudi tveganja tovrstnega postopka, zato so tudi v Sloveniji uspešne transakcije 1:1 bile. Če greš v širok prodajni postopek, se prej slej razve, da se to in to podjetje prodaja
kar lahko ima negativne vplive na deležnike tega podjetja. Od zaposlenih, dobaviteljev, kupcev, bank, konkurentov in lahko ustvari negativne razmere za poslovanje tega podjetja. Plus tega je, če imaš večje število potencialnih kupcev, pogosto so tudi to konkurenti tega podjetja, ki se prodaja, na nek način izdajaš svoje občutljive podatke in z večjimi deliš, bolj nevarno je, da določeni to potencialni nakup izrabijo samo zato, da čekirajo konkurenta, da dobijo dodatne podatke. Sicer se podpisujejo pogodbe o nerazkrivanju zaupnih podatkov in dokumentov, vendar to zelo težko potem na sodišču tudi izpelješ. Tako da to so plusi in minusi, seveda, vedno pa pravim, če hočeš dobiti maksimalno ceno, je boljše čim več potencialnih interesentov dobiti, saj v prvi fazi. Potem naprej je pa tudi problem, ker običajno resen kupec zahteva ekskluzivnost. Kar pomeni, da v tistem momentu, če mu daš ekskluzivnost vsaj določeno obdobje, ima on moč. In seveda, idealno z vidika prodaje je tako, kot smo mi tudi svetovali pri prodaji žita. Z dvema potencialnima kupcema se je celo kupoprodajna pogodba usklajevala, da ni bilo moči na strani kupca. Seveda, to lahko delaš, ko imaš resne, velike interesente in je tarča zelo, zelo zanimiva za njih. Če se spet bolj osredotočimo na te manjše, ki imajo, kot so ugotovili že na začetku, večje izzive pri prodaji svojih podjetij, mogoče to vprašanje bolj za hec, kot za res, ampak na internetu danes lahko kupimo vse, oziroma marsikaj. Obstajajo tudi, ne vem, specializirani portali, aplikacije, karkoli za, ne vem, prodajo in nakupe podjetij, smo že tako daleč? Obstajajo, kot ste omenili, vse je že možno delati na internetu, tako lahko tudi kupiš ali prodaš podjetje. Vendar glede na naše izkušnje menim, da so te portali primerni res za neka majhna, celo mikro podjetja. Recimo imaš neko trgovino z nekimi izdelki, pa jo skušaš prodati, ali pa pizzerijo, ali pa ne vem, nek kiosk s hitro hrano. To je v bistvu, ker prodajni postopek, kot sem prej omenil, je dolg, kompleksen in če ima svetovalca, je drago. Za tako majhne mikropodjetja seveda že tudi transakcijska cena je tako majhna, da v bistvu ne upraviči nekih bolj stroškov resnega prodajnega postopka. Tako da to je. Drugač pa za večja podjetja je pa to, se mi zdi, ni pravilen pristop. Pa tam to tudi nimaš nobenega strokovnega nasveta, nobenega zavarovanja. Tam je tveganje, si predstavljam, precej višje, kot če se nekdo obrne na neko specializirano agencijo. Ja, absolutno. Kot sem rekel, ko prodajaš podjetje, razkrivaš tudi občutljive podatke in ni dobro, da to celemu svetu preko interneta razkrivaš, da se prodajaš, ne vem, kakšne podatke imaš, kakšno poslovanje, kaj načrtuješ. Tako da, ja. Enkrat na začetku ste omenili, podjetje pride k vam, vas prosi za oceno vrednosti, ker s to vrednostjo bo šel potem do kupca in za to denarja bo prodal podjetje. Vi ste sicer bežno omenili, pa mogoče, če se tle še malo staviva, vi običajno svetujete tudi, kako mogoče zvišati to vrednost, ki je sicer na papirju tako ocenjena, ampak vedno z različnimi mehanizmi tudi trženja se da to vrednost še dodatno povzdigniti. Absolutno. Seveda zdaj povzdigniti, da rečem tako, do neke zdrave mere. Ne moreš zdaj reči, hočem prodati za 100 milijonov, recimo neko manjše podjetje. Zdaj, prvi korak je, tako kot sem že parkrat omenil, čim več potencialnih interesentov, s tem, da kar mi delamo je, se mnogi tudi celo mi dobivamo, maile pošiljajo, prodajamo to in to podjetje, a vas to zanima. Jaz sem proti temu množičnemu iskanju potencialnih investitorjev. Mislim, da ko identificiraš potencialne investitorje,
saj vloga svetovalca, ki jo mi gledamo, mislimo, da je pomembna, moraš najti odločevalca na strani potencialnega kupca, ker drugače lahko ta mail zaide in sploh ne veš, kaj se dogaja. Naše izkušnje so, da tudi največji strategi na svetu, če jih nekaj zanima, bojo odgovorili na tak mail. Tudi če to neko slovensko svetovalno podjetje pošle in da ni to neka mednarodna investicijska banka. Tako da to drug pomemben sklop je pa, da kvalitetno pripraviš podatke in dokumentacijo, ki so na voljo potencialnim investitorjem. Tukaj mi tudi intenzivno skušamo pomagati, da narediš realističen, vendar še vedno optimističen plan. In probaš čim več argumentov pokazati, in tudi napisati, zakaj bo toliko boljše poslovanje oziroma kje so konkurenčne prednosti tega podjetja, ki se prodaja. Kot sem rekel, seveda ne smeš pa to hišnih številk, ker papir vse prenese. Moraš imeti argumente, zakaj probaš neko zgodbo bolj optimistično prikazati, kar je pa seveda lahko narediš na osnovi izkušenj. Zdaj, gotovo najlažje je kupiti oziroma prodati podjetje oziroma vzpostaviti nek pogodbeni odnos znotraj Slovenije, lahko je tudi znotraj Evropske unije. Predstavljam si pa, da je veliko težje, pa zahteva veliko več previdnosti, ko je ena od strank, iz neke azijske države. Kako v teh primerih, verjetno potrebujete še neko dodatno pravno pomoč, kako se tega lotite? Preden bi šel na pravno pomoč, ker imamo tudi to vrstne izkušnje, azijski investitorji so zelo drugačni od, če tako rečem, evropsko-ameriških investitorjev, pa zahodno-civilizacijskih investitorjev. Mi smo na zelo veliko podjetje prodajali in se je japonski potencialni investitor pač pojavil sam od sebe in so zelo počasi šli s postopkom in na koncu so rekli, mi rabimo nekaj let, da kupimo podjetje. Skratka, kar so naše izkušnje zdaj, nisem ga dosti posloval z Azijo, sem z vidika prodaje podjetij, vidim, da tam imajo zelo hierarhijo odločanja in dolge postopke, da nekaj izpeljejo. Prodajamo tudi neslovensko podjetje kitajskemu investitorju, ki je rekel, to prvič delam in sploh ne ve, kako bi to izpeljal. V bistvu je nas, svetovalci, ki delamo za prodajalce, kako pa to naprej naredim. Mi smo rekli, tam imate nekaj svetovalci, si izberite, pa bojo že oni pomagali, ker ne moreš biti na obeh straneh. Mi smo profesionalni. To je najprej splošno. Zdaj, glede pravnega, je osnovni problem je, seveda najboljše, tako kot ste omenili, dela transakcijo po slovenski zakonodaji, ker jo vsi poznamo in tudi najcenejše je, če pride do sodišč oziroma pravnih sporov, da to peleš. Mnogi zahodni investitorji, predvsem iz anglosaksonskega sveta, zahtevajo angleško pravo, ki je dokaj drugačno od kontinentalnega prava, ker rečemo germansko-slovensko pravo je zelo blizu. In seveda potem je tudi sodišča v Angliji, oziroma rečemo običajno v Londonu, kjer je zelo drago, ker odvetniki v Londonu ura je 1000 evrov in več. In to so veliki problemi, ker veliki investitorji običajno to zahtevajo in si, če moš to sprejeti, v podrejenem položaju. Prvič, ne poznaš tega prava toliko, in drugič, če so neki tožbeni spori ali pa pravni spori, imaš seveda visoke stroške in je manjša verjetnost, da se bo sploh tega lotil. Drugače, tuji investitorji običajno najamajo v Sloveniji, če gre za slovensko podjetje Tarčo, lokalno slovensko odvetniško pisarno, ki bodisi sama dela ali pa z nekim njihovim tujim odvetnikom. Če pa slovensko podjetje prevzema izven Slovenije, mi običajno tako delamo, ker imamo dosti tudi pravnih izkušenj, da jim pomagamo, vendar vedno s pomočjo nekega lokalnega odvetnika, ki pozna specifičnosti lokalnega prava.
nekaj sva že govorili o tem mednarodnem okolju, mogoče čisto kot zanimivost. V tujini je verjetno teh kupoprodaj bistveno več kot v Sloveniji. Nekaj ste sicer že omenili, razlike med zahodno poloblo in vzhodno poloblo. Zdaj vemo, vedno več je tudi bolj eksotičnih, od azijskih do nenazadnje tudi afriške države se že pojavljajo, ne. So vsi ti posli nekako potekajo po nekem skupnem imenovalcu ali so tle velike razlike med državami, med svetovnimi regijami? Postopki pri prodaji, nakupu podjetja so podobni, enaki ali identični. Morda so kakšne nianse, kot sem prej omenil, glede na specifičnosti investitorjev. To je, tako rekel, zdaj malo, to je tako kot matematika, veš, kakšni postopki tečejo in to moraš odigrati, tako da ni tukaj nekih razlik. Itak je pa tudi običajno na obeh straneh so svetovalci, ki imajo enake metodološke in postopkovne procedure. Preden mogoče greva k zadnjemu vprašanju, ki bomo počasi mogli tudi že zaključiti, je morda še kaj takega, kar sva morda pozabila posebej izpostaviti, da se vam zdi posebej pomembno, da recimo potencialni interesenti za nakup prodajo podjetja vejo? Ja, v bistvu eno stvar, ki sem že delal omenil, če hočeš resno prodajati podjetje, si moraš vzeti čas. In ne smeš skočiti na prvi interes, če ni ta resen. To je to. Druga zadeva je zelo pomembna, zlasti če je lastnik tudi direktor, ponavadi vežejo potencialni investitorji tega direktorja, lastnika, da mora še nekaj let ostati v podjetju. Seveda najslabša zadeva za prodajalca je, da mu tudi vežejo kupnino v prihodnjih letih na neke rezultate. In seveda tukaj prideš do težke situacije, ko ti prodaš podjetje in imaš novega lastnika, ki odloča o pogojih poslovanja, ti kot direktor recimo za obdobje 2 let, moraš pa doseči neke rezultate, ki jih lahko nov lastnik svojimi ukrepi v bistvu tako usmer, da ne dosežeš. To so tako imenovani earn-outi. Tako da to je zelo nevarno, nevarno, je dokaj pogosto, vendar jaz zagovarjam, da je boljše dobiti kupnino. Lahko ostane še neko vmesno obdobje za to, da je tranzicijsko obdobje, da nov lastnik tudi pridobi novega direktorja ali pa usposobi novega direktorja. Vendar to zadeva je lahko zelo, zelo problematična, ker mnogi investitorji imajo ta način za to, da znižajo končno nakupno ceno. Najbolj karikiral bom, reče, pol ti plačam danes, pol pa čez 3 leta. Odvisno od rezultatov. In seveda, zdaj, če najbolj skrajno pesimistično gledam, je nekdo kupil za pol cene. Tle moraš biti zelo, če že sprejemaš to vrstni model kot prodajalec ali pa kot lastnik / direktor, moraš biti zelo previden, kako to pravno zapreti te pogoje. Še drug problem pa je, če lastnik ni več direktor in ima nekega direktorja, imenovanega, ki ima pa svoje interese ob prodaji podjetja. V bistvu ga moraš, to pa že v začetni prodajni fazi, na nek način stimulirati, da ti bo pomagal čim bolj prodati. Ker morda on lahko v neki fazi prestopi na strani kupca in bo probal doseči čim nižjo ceno. Da ti bo ostal zvest. Ja, točno tako. Se v bistvu mogoče res najboljši nasvet, ki ste ga omenili, ta vzeti si čas, res ne se prenagljati, dobro
premisliti, dobro prebrati vsa pogodbena določila, ne nazadnje, kot smo rekli, tudi pri katero sodišče je pristojno in kje, ne. To so vsi neko detajli, ki na koncu lahko povzročajo velike glavobole. Pa da bomo rekel tako v enem takem bolj duhu nekih konkretnih primerov zaključiti ta pogovor. Recimo, če pogledate malo slovensko sceno, ne, kaj bi recimo dali kot primer dobre prakse prodaje enega podjetja in primer slabe prakse. Pa dajmo najprej slabo, da bomo začeli. To isto hotel jaz reči. Slaba. Ja, najbolj aktualen primer je Mariborska livarna. Maribor, MLM. To je sicer zelo tragična zgodba za zaposlene, za Maribor kot mesto in širšo okolico. Vendar to je primer podjetja, ko, zdaj podrobnosti ne poznam, samo podjetje je vsako leto rabilo od lastnika, torej države oziroma SDH-ja, dodaten denar. To pomeni, da je to podjetje že vrsto let poslovalo z izgubo. In tako podjetje zelo težko dobro prodaš, pa da ne bom zdaj jaz sam pametoval, je bil tudi prodajni postopki, jih je bilo več in vedno je prišlo do primera, da potencialni investitor ne da bi kaj plačal, temveč je zahteval države, da dobi denar, da sploh vzame tako podjetje. Ker očigledno nekaj tam je problematičnega. Seveda so tudi objektivne težave. Livarstvo oziroma livarne so v avtomobilski branži zadnji v verigi in jih najbolj stiskajo. In ob vsaki manjši recesiji, kar se tu zdaj dogaja, bojo livarne najbolj trpele. To je objektivno. Imaš pa tudi vse uspešne livarne, ki poslujejo pozitivno. Primer dobre pa... Pardon, ja. Mogoče, da so še malo tukaj, da pomagava, ne, pri razmisleku. V primeru MLM-ja, čeprav razumem, bi bilo v bistvu najboljše, da bi takoj, ko so se začele pojavljati težave, podjetje prodali, ker s tem, ko je životarlo in v bistvu ga je potrebno finančno spodbujati, da sploh ostane pri življenju, si že avtomatično na trgu sprožil to negativno percepcijo tega podjetja. Absolutno imate prav. Seveda zdaj ne poznam, tako da ne morem... Lahko je nama dvema biti. Ja, to tako... Na teoretični ravni. Seveda zdaj vprašanje je, zakaj so slabo začeli poslovati. To je treba. Glede na naše izkušnje moram reči, da azijske livarne so prehitele evropske livarne za par stopenj. Tako da mislim, da azijski, predvsem kitajski livarji so zelo modernizirani in proti njim boš težko konkuriral. Nižje cene energije, delovne sile. Ne samo tudi delovne sile, tudi robotizacija. Oni so dosegli blazno visok nivo avtomatizacije in lahko zelo učinkovito poslujejo. Seveda imajo pa tudi druge, če tako rečem, nelojalne konkurenčne prednosti. Tako da dostikrat vsem prideš podjetja, ki so v branži, ki je v padanju. Zdaj bom zelo grdo rekel, mogoče bi bilo najbolj kar likvidirati čim prej, ker seveda zdaj, če imamo primer Mariborske livarne, tam je lokacija, zdaj jaz ne vem, koliko je tiste ekološko sporno, ki je v centru mesta. Tudi livarna ne paše tja. Tako da, ja, čim so težave, treba čim prej razmišljati in ne podaljševati agonijo. To pa imate prav. In primer dobre prakse? Ja, zame je, mislim, tako. Pipistrel je res neki wow, če tako zdaj rečem, malo po domače, izdelek, ki je bil res neki inovativen, globalen, prodaja rasla in seveda temu primerno je bila tudi transakcijska cena. Tako da to v bistvu je glavni value driver transakcijske cene, da je uspešno, perspektivno podjetje, seveda najboljše tudi inovativno.
Hvala lepa, gospod Mikolič. Bilo je zelo zanimivo poslušati o teh, kot sva rekla, ne poti in stran poti prodaje podjetij. Verjamem, da sva s tem pogovorom tudi marsikateremu podjetju pomagala pri tem razmisleku, če drugo ne, smo vam odprli kako pot, na koga se usmeriti, ko se znajde v taki situaciji, kajti verjetno je ključen nasvet se obrniti na strokovnjake, se opreti na strokovnjake, kajti sami nismo poznavalci vseh področij in tudi ta je zelo, zelo specifičen. Tako da hvala lepa in nasvidenje prihodnjič. Z veseljem sem bil tukaj, da vašim omizjem in tudi hvala za povabilo in nasvidenje.